Ko se zgodi kaj nepredvidljivega, misli in čustva postanejo pravi orkan. V oko viharnega romana po imenu Gimnazijka sta skočila Tija in Juš. Šla bom domov, če me boste sprejela očka in mama. Kako čudno, skoraj da smešno. Očka je postal stari očka, dedek, ne da bi vedel. In mama je stara mama, babica, pa o tem še nič ne ve. Marsikdo bi se veselil, očka pa bo žalosten, a mama besna, zelo besna. Hvala, Tija. To so misli Jelke, najstnice gimnazijke, ki na eni izmed zabav zanosi. Napisal jih je Anton Ingolič pred precej leti. Misliš, da je lepo opisal najstnico v stiski? Njegov način prikazovanja Jelkinih notranjih konfliktov, načina razmišljanja je bil zelo občuten in nabit s čustvi. Jelkin čustveni vrtiljak ima veliko napetih trenutkov. Kje si se ti najbolj zdrznila? Jaz osebno sem se med branjem najbolj zdrznila takrat, ko je Jelka načrtovala svoj samoumor na Eiffelovem stolpu. Priznati moram, da sem se zelo bala, da bo to konec njene zgodbe in sem zelo vesela, da je na koncu izbrala življenje. Ja, absolutno. Lepo, da je to naredila, ne? Roman je sicer po izidu leta 1967 bil takoj razprodan, ampak menda ni bil všeč čisto vsem. Urednica Anita Drnovšek, kako se je takrat javnost odzvala na tole knjigo? Živjo, lepo pozdravljeni. Odzivi so bili zelo različni. Mladi so bili navdušeni, saj so imeli v branju občutek, da zgodbo piše nekdo, ki je dijak, ne pa profesor. Saj je Ingolič mlade zelo dobro poznal in je bil tudi njihov velik zagovornik. Med odraslimi, predvsem učiteljskimi vrstami, kot tudi starši, pa je bilo slišati veliko zgražanja. Morda zaradi preveč resnice, o kateri se takrat ni bilo lepo pogovarjati na glas. Hvala, Anita. Tija, bi ti tole knjigo priporočila svojim sovrstnikom? Absolutno. Vsem bi priporočila roman v branje, kajti menim, da odpira vrata veliko drugim pogovorom, ne le najstniški nosečnosti, ampak o pogovoru o prevzemanju odgovornosti za svoja lastna dejanja ter o družbenih pritiskih in obsojanju. Hvala, Tija. Tudi jaz jo bom priporočil enemu svojemu sovrstniku. Dobro, no, mogoče kakšno leto mlajši. Rok, hitro v knjižnico. Ja, hvala, Juš. Res bo treba kaj na obisk med knjižne police. Se mi zdi, da je ta tema še vedno zelo aktualna. Poglejmo vprašanje. Delo Gimnazijka je naletelo na nasprotujoče si odzive. Mladi so bili navdušeni, učitelji in starši pa ogorčeni. Kaj je razlog, da odrasli dela niso odobravali? A. Prikaz najstnice kot žrtve in poudarjanje negativnega odziva družbe. B. Uporaba neposrednega jezika pri obravnavi občutljive vsebine. C. Pisanje o družbenih vprašanjih, ki so bila v tistem času prezrta. Ali D. Prikaz najstniške nosečnosti kot običajnega in sprejemljivega stanja. Aha, tokrat pa sta ekipi na istem bregu, obe ekipi menita, da je pravilen odgovor C in pravilni odgovor je res C, saj knjiga obravnava tabu teme, kot sta najstniška nosečnost in samomor, in s tem prikazuje resničnost, ki je bila v 60-ih letih prejšnjega stoletja pogosto prezrta. Bravo ekipi!